Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd bo govorila o učinkovitosti marketinških ekip, torej kako nam lahko sodobna orodja, sodobni načini dela povečujejo učinkovitost ekip oziroma tudi posameznikov v marketinških ekipah. Zakaj rabimo večjo učinkovitost, je dosti jasno, ampak bi pogledala, kaj so tisti največji izzivi, kaj so največji kradljivci časa in kaj vse pol še lahko dobimo, ko enkrat zoptimiziramo, kako marketing teče. Za začetek, zakaj je ta tema zanimiva, zakaj bi nas mogli to zanimati? Danes sva res vzela ta vidik, ki mogoče drugačen od tistega, ki ga ponavadi poudarjamo, se pravi, kako povečati rast, poslovanje in vsega tega, ne pa rečeva, ne, toliko orodij se predstavlja, kako lahko te stvari naredimo. In danes se bova dosti fokusirali na to, kako pa lahko ta, pa danes kaj rečeva, da govorijo o marketerju, kako ga doskrat uporablja, to je nekdo, ki skrbi za to funkcijo, kako je lahko bolj učinkovit in kako lahko to doseže, kar sem mogoče v prejšnjih epizodah govorila, kaj je dobro za stranko, kako bi to dosegel. Pa verjetno fokusirala se bo na digitalnega marketerja, ne? Torej Tako, ja, da malo zamejiva, no. Ja. Na tem bo delala. Zdaj, mogoče preden začneva, te zanima ena statistika. Zadnjič smo pač malo imeli na dogodku, smo lahko osebe sprašvali, kako v bistvu razumeš ta omnichannel, multichannel, cross-channel. In je nekaj podatkov, no, ki se mi zdi zanimivih, tako za začetek, da malo grejeva to. A bi rekel, da je, ne vem, povprečna podjetja uporablja v Sloveniji 4,4 komunikacijske kanale. Tako največ je ta digitalni oglasi na CRM, rečemo jim tudi na CRM listah, ne? Meta, Google, Criteo recimo. Pol je spletna trgovina, kot en tak kanal, e-mail, še vedno prevladujoči kanal. Tako, pol smo še vprašali podjetja, a so omnichannel, a niso, a so multichannel, ne? Se mi zdi, da enkrat mora tudi pojasniti razliko med omnichannel pa multichannel, ampak tako, 25% jih pravi, da so omnichannel, se pravi, da upravljajo vse to iz enega sistema. To se mi zdelo sicer kar veliko, glede na to, kar pač vidimo na raznih sestankih pa pogovorih, kje so podatki pa kakšne sisteme imajo. Tako da ta del mi je kar bil zanimiv. No, pa še ena stvar, ki se mi zdela dosta zanimiva je, da uporabljajo, da recimo so kampanje v 3 jezikih, povprečno neka baza velika v Sloveniji 72,000 kontaktov, imajo 4 event-based kampanje, flove, pa rečo, da eden je z jih abandoned cart, da je zovne 3 pa po mojem, ali še en welcome, ali kaj podobnega, nisem točno spraševal, kaj je, pa imajo še 3 target-based kampanje, se pravi tiste, ki oni zberejo audience na teden. Tako to je neka taka slika, kaj se dogaja na slovenskem trgu, no. Tako da se mi zdelo, da malo s tem začneva, no, par teh podatkov. Jaz bi tukaj vseeno rekel, ne, torej, to je bil nek naš dogodek, prišli so ljudje, ki jih zanima to, kar mi delamo, oziroma imamo neke skupne interese, tudi že sam ta podatek, da imajo, kako si rekel, 3 target-based kampanje na teden. No, oni so resni v tem, ne, ker zdaj to, ko si rekel, uporabljajo 4-5 komunikacijskih kanalov v povprečju. Mislim, da tako svetovni trend ali pa ta na zahodu trend je še vedno, da smo na 3 kanalih, pa dvomim, da je Slovenija full nad tem, tako da je bolj to, da je mogoče bil malo manjši vzorc. Ja, mislim, vzorc je bil manjši, ti da nek pogled v to, pa res so bila to bolj B2C podjetja, no. Tako da bi bilo fino narediti verjetno kakšno tako analizo tako na nivoju recimo cele Slovenije, malo bolj poglobljeno, več jih vključiti, tako da če se kdo ukvarja z analizami, priporočilo, da lahko začne. Se neko večjo analizo delamo na osnovi tega, bova tudi povedala, kaj bo rezultati zunaj. Tako je. Ok, pa gremo na naslednji del in sicer vprašanja najnih gledalcev, poslušalcev. Če vas karkoli zanima, med epizodo pejte na frodix.com/vprašaj, natipkajte vprašanje in z veseljem odgovoriva. Zdaj ta teden nisva dobila nobenega vprašanja. Ak so rekla, da je pol nekaj aktualnega tlele noter dati, ker mogoče nimava nekega segmenta z novičkami, pa se dajva danes pogovarjati o tem, kaj v zadnjih nekaj tednih, kaj so dali ven te tehnološki velikani na področju AI-ja, torej OpenAI je imel eno predstavitev en dan pred Googlovim eventom, potem je imel Google predstavitev, Microsoft je imel svojo build konferenco in nekaj predstavitev povezane s tem. Zdaj Apple-ov VVDC bova sicer glih zamudila z izidom te epizode,
Ampak če to nekako povzameva, po mojem bo zanimiv. Ja, ok, če z OpenAI začneva, kjer prvič novosti ni predstavljal Sam Altman, tako da je to pa to nekaj pomeni, da je to neka umestna faza in da tista velika stvar, ki bo on predstavil, pride malo kasneje. Ampak ta model ChatGPT 4o pomeni Omni, se pravi več kanalov. Zdaj, a si slišal, da je bil v bistvu ful velika polemika glede tega, je ta glas od Scarlett Johansson? Uspel so se jih zameriti, ja. Ja, tako. Job done. Tako da. No, ampak se mi zdi ta dva poudarka, no. To, da je več, se pravi več modalno, kot je zdaj, GPT-4, ampak čeprav deluje, da je narejena malo drugače kot 4, da so vse neko arhitekturo drugače sestavili, predvsem tudi zato, ker je prvič na voljo tudi brezplačnim uporabnikom ChatGPT-ja, tako da tisti, ki imate pa plačljivi del, pa lahko bolj zlorabljate, več lahko tega delati. Zdaj bomo prej dobili nove release nekih dodatkov. Se mi zdi pa največji poudarek, no, je poleg tega real-time videa, no, kjer bi rekel še vse, da je bilo malo zaigran neke stvari, neki cases so tako malo bili. Je ta audio aspekt, ki se mi zdi, da ti v bistvu lahko v real time se pogovarjaš in ti on pač odgovarja in kaj vse z zvokom lahko dela. Ta del ima tak potencial za naprej, no, tako da bomo videli, kam se bo razvijal, ampak jaz že čakam, da se poupdata, da vidimo, kaj dejansko dogaja. A ja, pa še za na desktop bo aplikacija. Zdaj videl sem, da eni že imajo, ampak jaz nekako ne morem zloadati, tako da mogoče Slovenija spet v nekem čudnem. Ne, meni na mojem akantu že dela. Aha, super, boš pošeral. Prvi dan, ko sem jo probal, še rekel, da še nimam dostopa, zdaj pa lahko, ampak ima iste funkcije kot mobile ali pa web verzija, torej tudi če nima dostopa do tega novega voice modela. Ne rabiš noter imeti v browserju odprt, tako da je dobra stvar. Drugo je pa Google I.O. Ja, malo sem imel smole ali pa dober marketing od OpenAI, ki je en dan prej lansiral, pa tlej tako, no, za marketingaše en zelo dober poudarek, ne. Vsi so govorili o enem featureu, recimo temu voice-u od ChatGPT-ja, ne, pač še res en ta killer feature so dal ven in naslednji dan je Google I.O. prišel ven, kaj je Sandar rekel, da so 120krat omenili AI v tekom prezentacije, pa ni koliko novosti so dali. Težko se ljudje, že zdaj, ko sem gledal, kaj vse je bilo kaj bi povedali, da je bilo nekaj taga, je tako težko našteti vse stvari, ki so jih predstavili in so kar malo zgubili. Tako, veliko stvari se je dogajalo Google I.O., ampak 3 stvari se vsako leto, ne? Ja, če imaš PR na enem featureu, pol se zelo veliko stvari zgodi, ne? Mislim, zelo veliko te earn media dobiš. Tako drugače pa ta S-Photos se mi zdi taka zelo dobra stvar, da lahko v bistvu na slikah vprašaš. Sem imel primer, kdaj se je moja hčerka naučila plavati in pa na podlagi teh slik pač ugotovija. Zdaj si predstavljaš, imaš tako 20,000 slik svojega otroka v 7-8 letih in to je vedno pain urediti, ne. Tako da jaz imam še upanje, da bomo to uredili. Tako da ta del se mi zdi cool, v srce to daje v bistvu odgovori. Ne samo linki, ampak tudi, da ti dejansko kar odgovori. To je Google, mislim, že Microsoft že nekaj časa uporablja tam, je že to ta del not. Pa se mi zdi na tak feature, ki je sicer zanimiv, ampak je bolj napenjanje mišice, to došla 2 milijona tokenov, dodal v Advance, v Gemini Advance. To zdaj, če si ljudje predstavljajo kako toknih, to pomeni enega Harry Potterja v žavlah not, pa na podlagi cele knjige stvari sprašval. A zdaj, ali je to zelo uporabno ali ni, to je pa stvar debate. Pa ta zadnja stvar, no, se mi zdi pa, pa ta projekt Astra, je pa to v real time video, ki potem delaš neko interakcijo s tem, ti odgovarja, ne vem, prepoznava stvari, tako, je neka taka dodana vrednost, se mi zdi tako. Če so to res razvili v to, da bo tvoj telefon postal res neka naprava, ki šlah marsikaj več naredi. Če si predstavljaš, hodiš, ne vem, po Parizu in v real time ti odgovarja neke stvari, ti razlaga, kaj so to neke zadeve. Tako. Evo, to mi je bilo, se mi zdi tako, nek povzetek. Ja, mislim, so pa tudi se videli, tudi oni so ves fokus dali na to, da je bila večina interakcije z AI-om preko glasu, kar prej ni bilo, ne. Tako da tle je bila to skupna točka, ne.
Ja, sej, če greva še na build, no, tudi na buildu je bil poudarek na real-time videu, ena ta del, pa voice kot tak je tudi tam, v bistvu zdaj so dodali to, da bo v bistvu imel še NPU, Neural Process Unit, a ne se pravi Surfacih in na ostalih napravah, se pravi, da bo delal operacijski sistem AI first, se pravi, to je recimo Microsoft, ki je res tam pozicioniran na operacijskih sistemih, je to res nek premik za njih. Pa ta recall so predstavljeno, se mogoče tisti, ki že poznajo Rewind kot nek app, bo z recallom lahko vse, kar se na tvojem napravi dogaja, šel v bistvu nazaj pogledat. Zdaj, zdi se mi to dosti uporabno, če recimo ne rabiš pol nove aplikacije za vse sestanke. Se pravi, če vse neke Teams sestanke, Zoom sestanke, boš dejansko tudi vedel, kaj se je dogajalo, boš pač lahko noter tudi spraševal neke stvari. Tako da tukaj se mi zdi par uporabnih zadev, je to vedno pol vprašanje, veš, še privacy policy, kdo je lastnik zdaj teh podatkov, je to pri meni na mojem. Ampak, če grem, ja, ne vem. recall ne bi se odvijal vse na tvojem računalniku lokalno. Je pa res, te rešitve na nivoju operacijskega sistema jasno, zaradi tega lahko bolj delajo kot nek Rewind AI, ki je pač aplikacija na Macu, ampak ja, bojo zažrali en del prihodkov tem drugim softverom, AI softverom, ki so fokusirani na to, da je Copilot v Teamsih, ker ti bo pač recall oziroma neka taka rešitev na nivoju operacijskega sistema lahko vse to že rešila. Ne? Ja. Zadnja stvar, ki je meni na Microsoftu še zanimiva, je pa to, da so govorili o agentih, ne? Torej kot del tega Copilot studija. Tle bomo sigurno mi iskali neke uporabne načine, torej kako tudi neke Power Automate flowe, ki jih imamo, ki smo jih do zdaj rečemo na roke avtomatizirali, kako jih zajajo. Tudi Google je že nekaj začel govoriti o agentih, jasno, da OpenAI namiguje na to, ampak verjetno prihaja ta čas, ko bo začel, ko AI ne bo samo obdeloval dokumentov pa nekaj odgovarjal, ampak tudi dejansko nekaj naredil. Ne. Ko mi čakamo, da bomo lahko izprobali. Cool. Pa če gremo kar na današnjo temo, kakšni so izzivi marketinških ekip? Ja, cilj vsakega marketerja je, da doseže nek tak najboljši nivo personalizacije. In zdaj, če si predstavljaš en tak primer personalizacije, če nam res en tak hiter primer, kupaš ene superge v neki trgovini, vse registriraš, kupaš, so še 100 specifične barve, recimo da zdorat nek specifične barve, pa še vmes si dal neke tvoje velikosti, si vmes v ta checkout unesel, ko so te vprašali, in zdaj dobiš ti od njih pol mail in ti pošiljajo neke artikle, ki so kao povezani s tem, in dobiš te iste superge še znižane cene, veš, ti si jih pa raven kar kupil. To ni njih ta dobra izkušnja. In na drugi strani je pa recimo neka izkušnja, ki bi bila taka, ki jo želimo doseči, ali pa željena izkušnja bi pa bilo, da bi mi zdaj ta trgovec poslal, zdaj ste kupili take čevlje, zdaj pa tle imate pa še v vaši velikosti, v tej barvi, ki bi se super zraven podala, pa še recimo majico zdaj za polet, pa še na zalogi je lahko takoj pošljemo, ali pa še dodamo vam jo lahko kar k tem naročilu, pa boste vse skupaj dobili. To bi recimo, to je tako idealni scenarij. Torej, cilj marketerja je, da daje odlično izkušnjo, pa tako, ki je čim bolj enostavna potem. Tako, s tem bo on dosegel najboljše poslovne rezultate, zdaj pa kako to dosežete. Stranke smo itak vedno bolj zahtevne, vedno več imamo izbire, se pravi, lahko tako trgovino, kot sem dal prvi primer, hitro zamenjaš z drugo trgovino, ki ti bo dala tako izkušnjo, ki si jo hotel, ko boš imel boljši nabor produktov, na koncev boljšo komunikacijo s tabo, se pravi brenda s tabo, boš šel vedno strmiš tem, da si dobro v nekem brendu počutiš. In stranke nismo več toliko zveste, kot smo včasih bili. Tako da marketer na drugi strani mora vedno razmišljati, na katerih novih kanalih so moje stranke, kakšno vsebino jim moram dati, da bom ja nekoga prepričal, da bo on zadovoljen, da ne bo šel drugam. To je ta del, recimo, vpliv strank. Pa imaš pa vodstvo, vodstvo pa seveda želi vedno boljše poslovne rezultate, ali si naravnan, da želiš vedno večje prihodke, ali na drugi strani rečeš, meni je super vse te
personalizacije, pa to samo ne bom dodatne 2 človeka zaposlil v tem timu, tako da zdaj morate s tem istim narediti in pol, moraš balansirati kot marketer med tem, kam imaš neke resurse, se pravi, rabo bi nekega pomočnika nekje, kjer bi to lahko upravil bolj učinkovito. Na koncu imaš pa še, če sva zdaj že to, da rabiš neko orodje, je pa običajno še tako, da ima marketer mogoče zelo dobre ideje, zato na tem delu dobro ve, kaj bi želel komunicirati, ve tudi približno, kako bi to prioritiziral, da bi s to ekipo naredil, ampak pa pride do tega, do izvedbe in ugotovi, da ima itak neke stare legacy sisteme, da ima podatke o strankah nekje, pa pol še so dodali za nov kanal še nov tool, pa ima še tam. In je v bistvu ta odvisnost od nekega IT-ja, ki je mogoče pol pomagajo pripraviti, je definitivno čas, čas, ki ga ti v bistvu porabiš za to, da si nekaj pripravil, je neka stvar, da pač ne moreš zagotoviti take izkušnje, ki bi jo želel. Tako da če še enkrat sam na hit pozam, se pravi, imaš pritisk na marketinga strani stranke, ki se spreminja, imaš pritisk z vodstva, pa imaš splošne izzive v digitalnem marketingu, ki so v smislu univerzalnega podatka, oziroma to sva zadnjič govorila o golden recordu, tega nimaš. Če je to zdaj neko stanje marketinške ekipe, kakšni pritiski so tam, kako se pa zdaj to čisto kaže na delu posameznega marketerja? Ja, pri Forresterju so delali eno analizo, malo sem že prej načel na to temo, ampak vloga marketinga je taka, da ni v bistvu, da jih 29% jih ne dela sam marketing, ampak to v bistvu pomeni, da delajo, da so odgovorni za izkušnjo stranke, za CRM, za digitalni marketing, za branding, za akvizicijo novih strank, za retention, vse to delajo. 42% jih skoraj pol časa namen temu, da urejajo podatke, se pravi, zdaj, kje so sploh moji pravi podatki, kako jih uredim, da lahko na podlagi tega sploh nekaj naredil, da lahko neke insights dobo ven, da lahko nov segment pripravil, novo listo, kam bom neko kampanjo postavil, pol jih pa še 41% zgubi še dodatno čas, ki morajo med sistemi pol preklapljati, pa iz enega sistema uvažati zdaj to listo v drug sistem, urejati, če kaj soglasi in tako naprej. Se mi zdi zadnji del, ki ga pa danes želela pač pokazati, čist mogoče na koncu ali pa pokazati, zakaj pa marketerji imajo vpliv na poslovne rezultate, da 31% marketerjev ima občutek, da oni pravzaprav ne vidijo, kakšen vpliv imajo na poslovne rezultate. Se pravi, delaš nekaj, ker si pol tako malo, sej delaš dober, sam nisi pa toliko soveren, da bi lahko nekaj dosti dobro pokazal, ker imaš to razdrobljen nekaj in hiter te nekdo od vodstva malo tako znegira tvoj položaj, ne dobiš mogoče novega budžeta, ta prave podpore in tako naprej. Ali pa verjetno se to zgodi, da mogoče znajo to razložiti, ampak to delajo na četrtletje, ko neko četrtletno poročilo dajo in porabijo en teden za pripravo poročila, ker so, če ne drugega, so podatki razdrobljeni, pa težko jih je povezati in potem iščeš neke povezave med njimi. Zdaj, ene stvari bojo vedno, se ne bojo spreminjale, tudi na vseh drugih delovnih mestih so, torej vodstvo bo želelo več od nas, na to ne moramo kaj dosti vplivati. Zdaj tudi to, kako se stranka spreminja, torej to, da stranka od nas zahteva, da smo na tistih kanalih, kjer je ona, pa da ji komuniciramo z njo personalizirano oziroma ji dajemo odlično izkušnjo, to pač je dejstvo in zdaj tukaj moramo iskati neke rešitve. Verjetno ene so v tem, da imamo neka osebna orodja za boljšo produktivnost, potem pa da povežemo podatke, torej to, kar si rekel, golden record, pa da povežemo vse te kanale, ker zdaj, prej sva rekla, poprečen marketer dela aktivnosti na 3-4 kanalih, mi kot stranke ali pa stranke enega podjetja, torej tistih 70,000 strank, je pa na 10 plus kanalih in če hočeš vse to obvladovati, že 4, če hočeš obvladovati, je s tem kar neki preklapljanja med orodji, če ne drugega, izgubljanja časa in učenja in tudi, da si na tekočem, kako vsa orodja delajo, to pač terja svoj davek. A greva zdaj tako čez par teh čist konkretnih primerov, torej to, kar mi opazimo, kad delamo z našimi strankami, kje vidimo izzive, torej mogoče tudi tako čist kot malo neke zgodbice, čist konkretne, kaj vidimo pri strankah in pa kako pa to razrešati, kako izboljšati, pa če lahko štartava res segmentacijo podatkov,
ki je, tako kot si rekel, kar velika bolečina. Torej, če veliko ljudi skoraj polovico časa namen združevanju podatkov, iskanju podatkov, obdelavi podatkov, to pomeni, da pač verjetno živijo v Excelu polovico delovnika. Ne? Ja, to marketinško orodje, number one, Excel. Ampak, imaš podatke v Azure, da ta nek primer, ki ga bo vzela, imaš podatke od CRM-ju, neke kontaktne, imaš pol neko marketinško platformo, s kjer pošleš recimo maile, imaš en sistem za SMS-e, potem izvažaš te podatke, pa jih uvažaš v Meto, v Google Audiences, in še s tem nekaj s tem delaš, pa po mojem, da je s tem bo že dosti kompleksno. No? Pa recimo, da še meriš nek zadovoljstvo, pa še ta tretja aplikacija, četrta. Ja, pa nek se ti transakcije dogajajo. Pa imaš še e-commerce, evo. Tako, pa si offline, pa imaš mogoče še nek plagajna, ERP. Tako, posod recimo, da znaš nekaj identificirati podatke, da recimo ne tudi v trgovini ti nek podatek postijo, ali pa imaš recimo mogoče kakšno identifikacijo. In zdaj bi želel ti recimo narediti najbolj tiste, ki so bili najbolj zavzeti v zadnjem mesecu, bi jim rad poslal neko kampanjo, tako special za njih. Se pravi, zdaj moraš to najprej poanalizirati, kjeri so tisti, ki so kupili v zadnjem mesecu. Če ne beležeš tega z Google Analyticsom, kjeri so nekaj na strani gledali, pa tega podatka pravzaprav sploh nimaš, a ne? Pa to bi ti bilo zelo koristno, če bi hotel temu v bistvu, kad so zelo aktivni nekaj narediti, ne lahko da nekdo nekaj kupil na začetku meseca, pa je zdaj dosti irelevantno. Pa bi rekel, bom zbral te, ki se najbolj odzivajo na email marketing, ki sem ga prej pošiljal v zadnjih 3 mesecih, se pravi, moraš zdaj to isto bazo, pa izvoz za drugo bazo, pa uporablja to magic funkcijo, lookup in pač pomeča te stvari, da zdaj dobiš eno. Rečeš, za eni so se mi še odjavili vmes, to druge hranim, to iz CRM-ja zvozaš, dodaš zraven, dobiš ta seznam, pol prečistiš še zato, ker rečeš, bom poslal tudi nazaj tistim, ki ne bodo odprli, ne bom jim pol poslal še SMS, se pravi, rabiš še nek telefone, kar jih boš pol kasneje, ko boš dobil odziv te tvoje prve kampanje, ki si jo poslal na e-mail, boš pa uvozil sam, boš tiste dal stran, ki so odprli, da boš zdaj sam drugim poslal. Pa fajn je, da recimo tistim, ki so pa res dobro ocenili, boš pa še nekaj malo personaliziral, ker to opcijo imaš v marketing orodju, boš rekel, ne tem pa napiš tale A, subject, unim pa B, pa en to dej, no. In zdaj po mojem, da za to, kar si hotel relativno zelo hitro narediti, tako en teden, si hitro porabil. Ja, pa zdaj tle si rekel, imamo najbolj aktivne, torej rečemo, da aktivnost vse je nekaj, kar spremlja marketing, pa je to še dosta torej je vsaj marketer sam te Excele vrtel, pa združeval, pa razumel podatke. Če hočeš nekaj iz e-commerce, iz ERP-ja, iz sistemov, ki jih ima ponavadi v upravljanju IT, to pomeni, v večjih firmah je to odpri tiket v IT-ju, tiket, ker pride iz marketinga, ima prioriteto najnižjo možno, ne, ker pač IT se vedno ukvarja z nekimi bugi, z nujnimi stvarmi in zdaj neki izvoz iz sistema ponavadi ni najbolj prioritetna stvar. Potem ti IT to izvoz, spet uparjaš ti podatke s svojimi odjavami in tako. Skratka, če dodaš pol še en oddelek zraven kot je IT, porabiš še dodatne 3 do 5 dni največkrat. Ne. Ravno danes smo bili z eno stranko, kjer smo govorili o tem, kako delajo target-based kampanje. Smo rekli, tako, se jo lotite in ko jo pošljete, je minil 1 mesec, pa so rekli, ja, mogoče 2 dni manj. Eno zanimivo, grozno, ali kakorkoli, horror story imam, ko se je en podjetju lotil neke AI segmentacije, kjer so rekli, mi bi radi nagovorili stranke, ki imajo visoko verjetnost za churn, torej neko pogodbeno razmerje je bilo v zavarovalništvu, iščemo stranke, ki imajo visoko verjetnost za churn. In nekako takle čas je bil tako. Aprila se je IT data ekipa lotila analize tega, raziskave, da so zbrali vse podatke, maja so te podatke obdelali, junija so imeli torej nek seznam podatkov za churn, pa se pa torej že zdaj minili 3 mesece tako. Pa se pa še poletje zgodilo in septembra, mislim, da je šla ven email kampanja ljudem z neko posebno ponudbo, kjer so pač vse so zamudila, ne. Tako da
torej, nepovezani podatki so res rak rana, če hočeš nekaj pač personaliziranega narediti. Ja, pa ravno to, ne, če so prej govorili, da stranka zahteva neko izkušnjo in pač vemo, da ne vem, če je stranka nezadovoljna, sam ena od 3 izkušenj, ki jih ima, ali pa ne, če je pa 2 do 3 nezadovoljna, je tako 94% verjetnost, da bo stranka šla, ne, sej ok, so neka razmerja, ko si zavarovan, pa ne vem, imaš, ne vem, naročnino na telefon, pa to ne moreš mogoče takoj zamenjati, ampak ko boš imel pa prvo priliko, ali se ti bo pa to nekje, boš imel podzavesti, boš rekel, ok, bom zdaj kar zapustil to. Zdaj, zdi se mi ta del, ko so se zdaj pogovarjala, ko si rekel, koliko je ta relevantnost pomembna. Zdaj, če dodava še kompleksnost na drugi strani teh kanalov, ne? Zdaj kanalov je vedno več, ne? In zdaj ti rečeš, jaz bi pa rad naredil, to sem malo prej omenil, omnichannel pa rečemo multichannel, ne? Multichannel bi pomenil to, da imaš več sistemov in potem nagovoriš z nekim, recimo, isto kampanjo, ampak prek nepovezanih sistemov. Omnichannel v tem primeru, to, da pač poslušalci vejo, pomeni, imaš en sistem, kjer rečeva eno kampanjo, povežeš in potem bo glede na to, kdo je bolj verjetno odziven na SMS-o, mu postala tja, potem tistim, ki ne bojo nič naredili, mogoče bo ta audience se prenesel v Meto za oglaševanje ali pa v Google, pa bo tam nekaj naredili, mogoče nazaj, pa dobiš spet neka kampanja se izvede. In ko enkrat tudi ta omnichannel delaš, pa se ga šlah tudi ta life cycle marketing, ne? Ko ti rekel, nekdo se zdaj sprehaja po nekem življenjskem ciklu tvojega produkta ali pa ti si v bistvu nekako povezan z življenjskim ciklom stranke in pa boš ti neke kampanje lahko nastavil, ki se začnejo in začel ti imel te podatke, se pravi real time podatke, boš se lahko takrat odzval in vse te stvari naredil, hkrati boš pa lahko tudi vse to, kar si zajel od nekoga, vedel v nekakšnem kontekstu, je tudi uporabil za ta target based, ampak to pomeni, da boš zdaj bolj je omitev, kako hiter lahko ti nek content pripraviš, pa danes vemo, da si lahko zajem tudi v contentu, da že pomagaš in si ti lahko res zelo hiter pri tem, kaj v bistvu daš ven. Pa ena stvar, ki poleg kanalov se mi zdi pomembna, ko imaš urejene te podatke, ne, je ta del, da imaš tudi neko predvidevanje, tudi opcije, veš, se pravi, ta del, predicted del, kaj se bo zgodilo, ne, da ti tudi ta orodje malo pomaga, na katere stvari se moram zdaj fokusirati, na katere stranke. Jaz sem rekel zdaj mogoče na une, ki so hot leadi, ne, mogoče bi ti že kar sistem predlagal, pa tle imaš pa nek segment, ki sistem najbolj ve, kako, ne vem, to narediti. A imaš kakšen primer take, recimo neke kampanje, ki je bila tako, čas si jo zelo težko naredil, ne vem, mogoče kaj je kakšna taka, price drop, recimo. Ja, to recimo je ta primer, ki ga večkrat ponavljamo, ki je pač res kompleksna, ne, torej, če imaš nepovezane podatke pa nepovezane kanale, je v bistvu ne moreš, mislim, lahko jo delaš za neke izdelke mogoče z velikimi cikli, pa jo ponavljaš enkrat na mesec, ampak v realnosti jo ne moreš, ne, torej, neki koraki, ki jih moraš narediti, ne, torej, ugotoviti moraš, kdo ima interes za posamezni izdelek, torej, da ga je brskal, pa da ga ni kupil, recimo, ne. Potem rabiš spremljati, kaj se dogaja v produktnem katalogu, torej katerim izdelkom so se cene znižale, torej imel si podatke, kjer izdelki so se jim cene znižale, kdo je zainteresiran za te izdelke, izločati te, ki so jih kupili, da se ti ne zgodi tist ponudba za iste superge, potem je treba to vse skupaj združiti v neko tabelo, kjer boš imel v isti tabeli podatke o tem, kdo je kontakt in za kateri izdelek ga zanima, da boš vse to pravilno spersonaliziral. Pa je treba to zagregirati v message, sploh če sem jaz mogoče imel na 3 izdelkih, ki so se znižali nek interes, pa je treba to potem v enem mailu prikazati, pa je treba neko automation narediti, povezati vse te stvari in to potem pošiljati, ne. Zdaj za neko tako advanced kampanjo, ki združuje torej vse podatke o kontaktih, aktivnosti na kanalih, pa še to, kaj se dogaja v produktnem katalogu, to je verjetno 2 meseca dela tako, ja, ne, torej, da vključimo neke razvijalce spletne strani in potem imamo na koncu sicer pač eno kampanjo, ne. Zdaj, ja, z nekimi sodobnimi orodji, kjer pa zdaj, torej, ali imamo nek CDP, ali je to zdaj dedicated, oziroma neka samostojna rešitev, ali je to del nekega marketing automationa, pa ima potem
marketer ali pa marketing oddelek dela segmentacije sam, ima to že pri sebi. V marketing automation, v omnichannel marketing automation orodju imamo potem tudi že povezane vse te kanale, ki jih aktiviramo, kar pa pomeni, da lahko zgradimo eno tako kampanjo precej hitrejš. Torej, naredimo primerne segmente, zgradimo automation, zgradimo content s pravimi personalization elementki in to zaktiviramo in imamo lahko v nekaj dneh tako kampanjo že pripravljeno. Cool. Best. Dobro, zdaj na koncu prideva pol do tega, kako analizirati te podatke, kako meriti uspešnost, torej kako bo marketer na nekem, rečemo, 4-letnem poročanju upravičeval obstoj marketinga oziroma obstoj ne, ampak svoje budžete pa ohranil oziroma večal. Zdaj, če vrneva se nazaj na tisto, kar sem prej rekel, da je marketingaši oziroma marketerji nimajo tega vpliva, da vplivajo res na neke poslovne rezultate, je res ta problem današnjega časa, je, da imajo, ne vem, podatke o performancu v Google Analyticsu, ki ga zdaj uporabljajo tako nekih 3 do 5 reportov, pa imajo neke podatke v kampanjah v zdrobljenih v pač različnih sistemih. No. In zdaj, seveda, to ti želiš zavedno za vodstvo spraviti tako rečemo na en Excel, ne, da to približno zgleda, ne, in porabiš kar nekaj časa, da vse to urediš, potem je še ta verjetnost, da veš, še vedno tle je ta dvoma, ne. Aha, to je res tak vpliv, a veš, ker če zdaj ti neke podatke, ki so anonimizirani, daješ skupaj, rečeš, aha, ja, tukaj sem imel nek spike v Google Analyticsu, delali pa smo zraven to, se pravi, tako statistično je neka domneva, da je to povezano, ne. Zdaj, danes, a ne, če pa ti imaš platformo, ki je omnichannel, kjer imaš na enem mestu to, je pa dejansko ti vidiš učinek, sploh vse zdaj te platforme, ali pa to, kar mi delamo, sledijo aktivnost tudi na spletni strani, beležijo konverzije, beležijo tudi v bistvu lahko offline konverzije in ko ti povežeš nekega posameznika v to, ti zelo hitro vidiš, koliko teh aktivnosti, ki si jih delal, ali pa nekih strategij, taktik, katere si naredil, dejansko vpliva na prihodke, ne, se pravi. Hkrati boš pa tudi videl na drugi strani, in to bo ta odgovor, ne, ko boš prišel z nekim reportom pa rekel, aha, toliko taktik smo zdaj delali, oziroma dodana, ali pa recimo 30% revenue je posledica aktivnosti v marketingu in recimo pa predstaviš, katere so pa najbolj uspešne strategije, na koncu katere najbolj uspešne kampanje. Hkrati pa lahko tudi predstaviš, ne vem, neke trende, ki se dogajajo, se pravi, kaj ljudje v bistvu iščejo, kaj so neke anomalije, ki se začnejo pojavljati, se pravi, te neke insights, rečemo temu, ne, ali pa vpoglede bi bil to nek slovenski prevod, ker se mi zdi, da tam se še več skriva, kar si v Excelu itak zgubil, vse te podatke si ti res bolj tako statistično prikazoval nek vpliv, tukaj pa dejansko lahko potem spremljaš pa vidiš, aha, zdaj ta nek segment se mi zelo povečuje, tukaj lahko nekaj naredim, tukaj vidim, da je ful večja odzivnost, da je nek kanal dobiva na veljavnosti, mogoče lahko del fokusa daš bolj na nek kanal, mogoče ugotoviš, da boš realociral budget iz Google AdWordsa, zato ker ne mogoče search v majhnem upadu, tudi zaradi vsega tega AI-ja in vsega tega, pa boš videl, da ti pa recimo, ne vem, Meta kot taka pa še veliko bolj deluje, ali pa boš, ne vem, rekel, ok, dajmo ta denar mogoče v ustvarjanje vsebine na TikTok, ker pač v Sloveniji ne moreš raven to še noter oglaševati, ampak boš, ne vem, pa na ta način naredil. Sej platforme se razvijajo, mogoče tudi, da dodaš neke stroške, ki mogoče niso res ravno tam nastali, ampak vseeno imaš neko orodje, ki ti na enem mestu to zbirano. Ja, torej v nekem reporting orodju, zdaj spet je to del, kar omnichannel customer experience rešitve, ali je to zdaj pač nek BI, se nima veze, ampak na enem orodju trekaš, slediš torej vsem nakupom, vsem attributionom oziroma vsem kanalom, ki so se zgodili. Tako. In potem analiziraš posamezne customer journey, ne? Ja, pa v bistvu si v real time, ne? Ni zdaj tukaj potrebe, če res nimaš nekega posebnega procesa, veš, to lahko vsak dan pogledaš, na tedenski ravni se odločaš, spet ta hitrost, ne? Hitrost pa vemo, da je danes denara, ne? Pa odzivnost, pa agilnost, pa vse to. Ok, in zdaj, ko vse to imaš, tale mi je všeč od SAP Emarsisa, od našega partnerja,
Oni rečejo, če implementiraš SAP Marsis, torej orodje za omnichannel komunikacijo, imajo pa pol oni the marketing power equation oziroma pač formulo, kaj se zgodi, če imaš torej povezane podatke, povezane kanale. Pa daj še to nam razloži. Ja, zdaj formula gre takole. Več časa, krat bolj sofisticiran pristop, krat več personalizacije, ti pomeni, da iz stranke zadržiš več časa, da v bistvu znaš boljši retention delati in da ima to na koncev večji učinek na poslovanje. Zdaj, kaj pomeni več časa? To je ravno to, ko se zdaj pogovarjala. Včasih si rabo cel teden, mesec, 2, vključiti si mogo veliko ljudi, da si vse skupaj pripravil ta prav segment, pa zamenjati milijon sistemov. Ne? Več časa boš imel, več stvari boš lahko naredil, več kampanj ali pa več bolj pravih kampanj. Zato boš delal bolj sofisticiran. In prej bojo štartala, ne? Tako, ja. Prej boš šle ven. Se to je ta glavni cilj, ne? Da jih pa tudi lansiraš. Opomba, ne to, kaj temu. Pa boš delal bolj sofisticirane. Kaj bolj sofisticirane pomeni? Ja, da če te, recimo Viber kanal tak, ki se za nek brand zelo veliko odzivaš, ja, boš tam dobival kampanje, pa da boš zelo personalizirane s produkti, ki si jih gledal, če rečeva. To čisto elementarno te zadeve. Pa imel boš ta občutek 1 na 1. Saj tukaj se mi zdi, da ta 1 na 1 ne, v preteklosti na epizodi, v katero bom dal v opis, ker se zdaj ne spomnim, katera je, sem tudi predstavljala en primer, kjer si, ker AI zgenerira 1 na 1 sporočilo za posameznika. Ne. In tukaj bo to še ista ekipa lahko delala, samo vključila bo še ta del, da bo še v bistvu lep mail napisala nekomu malo bolj na športen način, nekomu bolj recimo poudarila neke druge okoljske vrednote in tako. In seveda, da je stranka, kot smo rekli, zelo zahtevna, pa želi imeti želi biti pocrklana strani brenda, da je z njo komunicira, da ji pomaga njene vrednote ali pa njene cilje v življenju dosežiti. In boš pa bolj zaangažiran s tem brendom, večkrat boš od njih kupil, mogoče boš večkrat podelil tudi svojimi prijatelji to dobro izkušnjo in vse to na koncu prinese, da za to investicijo v budžet, katerega imaš, mogoče se ti ne spreminja, sam za si ga znal boljš upravljati, pa v bistvu si znal zmeriti, kam si ga dal, kaj so učinki, boš tudi prinesel na koncu boljše poslovne rezultate. To je ta formula. Cool. Ja, cool mi je, ker na ta račun, da prihranjaš čas, to zdaj ne pomeni, da bomo sodelavce v marketingu odpuščali, ampak dejansko je en kup benefitov, ki jih pride zraven s tem, kad te stvari uredimo. Ne, torej, ne samo, da marketing ekipe lažje delajo, bolj učinkovito delajo, manj frustracije, ampak tudi izplenje več kot samo prihranek časa. Ja, to je tako, kot špinača prepopejo, veš. Da ti ta superpower, če moš kar od stran. Pač. Ja, ali pa napoj pa Asterixu, ne. Ja, če niso Obelix, vse v redu. Rekel si, da meni nič vprašal. Zdaj, mi dva sva rekla, da boste res pogumni pri tem, da sprašujete in sva rekla, da vsem tistim, ki bova naredila eno epizodo, kjer bova odgovarjala samo na vaša vprašanja, bova vsem tistim, ki jih zbereva in odgovoriva, tako da res pohitite, dala tudi eno nagrado. In ta nagrada bojo merch najn, ki ga bova enkrat še vmes predstavila. In za enkrat bo majica, majico dobite, da ne bo zdaj kdo vrčakal nečesa. Tako da dajte sodelovati, mi da vam dava pa nekaj za nagrado. Res bi rada naredila eno epizodo o tem, da odgovarjamo na vaše vprašanja. Nekaj vprašanj sem že imela, zelo takih zanimivih in mislim, da bi bilo kar koristno, da sva on topics, ki vas zanimajo. Tako da res ne se bati spraševati. No. Frotex.com/vprašaj. Z velikost majčke pa vprašamo pol. Tako je. Od Asterixa do Obelixa vse imamo. Ok, hvala vsem za poslušanje, hvala vsem za spremljanje. Sploh, če ste do sem prišli, totalno hvala. Dajte nama kakšno oceno na podcastu, torej na Apple Podcast, na Spotifyju, na YouTubeu, kakšen komentar, ali pa naj jo pošerite, to bi nama še največ pomenilo. In pa res, frotex.com/vprašaj, najboljša vprašanja dobijo nagrado. Hvala Gorazd in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.